Ja, lepo pozdravljeni. Jaz vam bom zdaj predstavil še drugi del naše Loč ima svojo moč v Tehniškem muzeju Slovenije. To bom posvetil naši razstavi Človek na Luni. Ko smo odprli to razstavo lansko leto, ob 50. obletnici prvega koraka na Luni, smo tukaj sprejeli številne obiskovalce na razstavi in te so nam tukaj zastavljali številne vprašanja, mnenja, zanimivosti so z nami delili. No in eno zelo pogosto vprašanje takrat je bilo recimo, kaj so obiskovalci, kaj so astronavti v vesolju jedli, kaj so jedli na tisti zgodovinski odpravi pred 50 leti, kaj pa tudi jedo danes, recimo na mednarodni vesoljski postaji. No in to hrano smo malo raziskali, kakšna ta hrana je. Potem smo pa poskušali tudi nekako pripraviti nekaj kosov, nekaj primerov te hrane, kakšna bi bila primerna za pot v vesolje. Zanimivo je, no, ta hrana nekako takole izgleda. Vsa je takole zapakirana v takih malih embalažah, v takih malih paketkih, ki zavzemajo čim manj prostora. Zakaj je temu tako? Seveda na vesoljskih plovilih, pa na postajah in tako naprej, ni veliko prostora, nimajo prostora za hranjenje, za shrambo in zato morajo biti te paketi majhni, da jih lahko čim več skupaj v bistvu naberejo in v čim manjšem prostoru čim več hrane v bistvu spravijo. Ta hrana tudi je sicer zelo podobna tej hrani, ki jo jemo tukaj na Zemlji, ampak z eno razliko, mora biti pripravljena v taki obliki, da je čim bolj trajna. Njen rok trajanja mora biti izredno dolg. Zato vso to hrano ponavadi posušijo. Hrana mora biti torej posušena in to storijo na različne načine. Eden način je zelo navaden, tako ga lahko tudi doma v bistvu uporabimo. To je, da recimo sadje ali pa zelenjavo vstavimo noter kar v domačo kuhinjsko pečico. To pečico prižgemo tam nekje na 50 ali pa 60 stopinj Celzija in potem to hrano segrevamo. Ne smemo pozabiti, da moramo vrata pečice malo pustiti odprta, zato da ohranimo pretok zraka. No in potem to hrano sušimo tam do 10 ur nekje. In na ta način lahko izredno dobro posušimo recimo sadje pa zelenjavo in če bi to sadje pa zelenjavo zapakirali noter v take folije, bi jo že lahko poslali v vesolje in bi se tam v bistvu ohranila tudi na prisotni temperaturi. No, je pa seveda zanimivo, da za kakšne bolj komplicirane jedi, kakšne recimo pripravljena kosila ali pa recimo kakšna celo sladoled in tako naprej, tako hrano, ki bi se v bistvu stopila v pečici, za njo pa NASA, torej Ameriška agencija za vesolje, uporablja en drug, malo bolj kompliciran postopek. To je seveda sušenje hrane z zamrznitvijo. No in ta hrana je pa malce drugačna. Jaz vam lahko tukaj pokažem eno takole vrečko tele hrane, kako seveda to izgleda. Enako kot ta domača hrana je zapakirana noter v vakuumski vrečki, ampak notri sama hrana je pa posušena z zamrznitvijo. Kaj to pomeni? Najprej je zamrznjena pri izredno nizki temperaturi, potem pa pri nizkem pritisku na hitro segreta. Kaj se zgodi pri tem postopku? Led v tej hrani hitro sublimira, se spremeni v paro in zapusti hrano. In ta hrana se popolnoma posuši in v bistvu postane, torej se hitro posuši in pri tem pa ohrani vse hranilne vrednosti in tudi povsem ohrani okus. Tukaj imamo torej en primer, tukaj piše bananas, torej tukaj noter je prava vesoljska banana.